še enkrat lep pozdrav vsem. Jaz se bom v tej predstavitvi dotaknila, se bom poskusila osredotočiti predvsem na se pravi oblike spolne vzgoje, čeprav vam bom pa prej podala tudi nek tak splošni okvir, kako sem to temo raziskovala, kakšne vire sem uporabljala in pa tudi se pravi, kako sem se tega lotila. Zdaj, v veliko pomoč so mi bili arhivski viri iz 3 arhivov, in sicer Nadškofijskega arhiva v Ljubljani, Arhiva Jugoslavije ter Arhiva Republike Slovenije. Morala sem pa v bistvu vse poslužiti kar različnih fondov, ker je bilo to gradivo precej mešano, razporejeno po posameznih ali organih oblasti ali recimo nekih društev in tako naprej. Potem naslednji sklop gradiva, ki mi je precej prišel v pomoč, pa so bili časopisje in pa priročniki. In sicer sem poskusila poiskati, kakšne so bile te oblike spolne vzgoje s pomočjo recimo dnevnega časopisja, potem uradnih listov, priročnikov, tako za starše, učitelje kot otroke in mladino. Tudi pregledala sem periodiko, namenjeno recimo zdravstvenim delavcem, učiteljem in pa pač različnim skupinam prebivalstva. Zdaj mogoče nekaj osnovnih dejstev se pravi, o takratnem razmišljanju, recimo v 50. in 60. letih, o razmišljanju o spolnosti, spolni vzgoji, tudi načrtovanju družine. Nekako bi lahko časovno malo razporedili te dogodke, in sicer leta 1945, je konec druge svetovne vojne, pride do drugačnega družbeno-političnega sistema in tudi do sprememb v zakonodaji. In sicer tudi zakonodaji, ki se dotika in odnosa do žensk, do otrok, tudi odnosa do zakonske zveze. Hkrati pa seveda samo sprememba zakonodaje ni bila dovolj. Sprememba zakonodaje ni bila dovolj, da bi se vse to, kar so načrtovali, lahko udejanjilo. So ugotavljali, da ima družba še kar nekaj težav in se potem postopoma spreminjalo. Zdaj v 50. letih, recimo, to mislim, da bi moja predhodnica, če bi bila tukaj, bi zelo dobro predstavila temo splava in potem tudi vlogo socialnih delavcev pri tem. Zdaj splav se je postopoma, ta odnos do splava se je postopoma liberaliziral, in sicer recimo v 50. letih je bila dodana socialno-medicinska indikacija za splav. Tudi v 50. letih je bila kontracepcija priznana kot v bistvu najbolj humano načrtovanje družine in hkrati v povezavi s tem se je pojavila tudi potreba po spolni vzgoji. Potem v 60. letih spet pride še do dodatnega koraka pri indikacijah za splav, in sicer samo socialna indikacija je uvedena, pojavi se tudi na primer hormonska kontracepcija, in pa takrat v 60. letih postane nabor teh oblik spolne vzgoje precej širši, kot je bil prej. Zdaj, jaz sem zaključila tukaj z letom 1969, lahko bi šla pa še naprej, v 70. leta. Tukaj pa nastane, se pravi, resolucija o načrtovanju družine in kasneje potem tudi prenesejo to v ustavo. Zdaj, glavni vzroki, zakaj sploh so začeli takrat drugače razmišljati o spolni vzgoji, je bilo zaskrbljujoče število splavov. Tukajle imam en graf, narejen s pomočjo različnih arhivskih virov, na katerem lahko torej vidimo, se pravi, s tole svetlejšo so označeni dovoljeni splavi, in vidimo, da sproti, ko so se dodajale indikacije, je tudi dovoljenih splavov bilo več. Tudi vedno več so jih zaznavale institucije in je bilo dejansko stanje zaskrbljujoče. Potem tudi stopnja zdravja je bila nizka. Recimo tukajle je en graf, kjer se vidi sicer Slovenija tukajle načeloma ni med najslabše kotiranimi državami, ampak še vseeno
je bila umrljivost porodnic pa tudi dojenčkov precej visoka, tudi če bi primerjali recimo z zahodnimi državami ali pa skandinavskimi državami. Še vedno so na terenu opažali kar nekaj konzervativnega prepričanja, med ljudmi pa sem vzela en tak kar nazoren citat. Recimo, še vedno so opazali nebroj primerov vraževerja in mazaštva. Naprimer, na obisku nekje so opazili, da porodnicam dajo piti kuhano kravje blato, da bo lažje rodila, da vržejo preko nje umazane plenice in tako dalje. Se pravi, tisti, ki so delali na terenu, so opažali še vedno, da je stanje resno, da je treba nekaj narediti. In se je pač oblikovalo prepričanje, da je treba uvajati sodobno kontracepcijo in pa tudi spolno vzgojo. Zdaj, kakšna so bila pa glavna načela spolne vzgoje? Nekako, ki jo je tudi takrat oblast v bistvu podpirala in so o njej razpravljali na svojih sejah, in sicer sklepali so, da mora biti del družbeno-moralne vzgoje, da je potrebno do spolne vzgoje pristopati sistematično znanstveno, da je treba vzgajati oba spola in da v bistvu je treba človeka vzgajati skozi celo njegovo življenjsko obdobje, ne samo recimo v šoli. Zdaj, tele citate bi jaz spustila, glede na to, da smo z urnikom kar na tesnem, pa bi preskočila na oblike spolne vzgoje. Zdaj, ker so bili mnenja, da je treba to porazporediti, se pravi skozi celotno obdobje, so se najprej razpisali o tem, kakšna naj bi bila spolna vzgoja za otroke, in sicer poudarjali so velik pomen družine, da je treba vzgajati predvsem z zgledom, starši naj bi pa otrokom dali tudi osnovne informacije. Tukaj pa nastala težava, recimo, ko je centralni ginekološki dispanzer delal raziskavo, je ugotovil, recimo, da leta 1957 je zelo malo deklet bilo podučenih še pred prvo menstruacijo, samo 1%. Zdaj sicer leta 1961 se to dvigne na 3 do 7%, na splošno, se pravi, ali so bile deležne spolne vzgoje, je bil pa tudi izjemno nizek procent, se pravi leta 1957 0,4 in leta 1961 1,7. Se pravi, to so bili kar zaskrbljujoči podatki, zato so se seveda zavzemali, da pride do spolne vzgoje tudi v šole. Če v obdobju pred drugo svetovno vojno še nekako niso bili za to, da se uvaja spolna vzgoja v šole, oziroma so samo nekateri liberalnejši se za to zavzemali, pa niso naleteli na nek posluh pri oblasteh, so se pa tukaj odločili, da je to potrebno. In sicer zakaj? Da se doda v bistvu strokovna razlaga, da se popravi to, kar bi mogoče otroci se napačnega naučili. Oblike so bile pa različne, ali znotraj posameznih predmetov. Recimo zanimiv je bil predmet moralna vzgoja, ki so ga zelo na hitro uvedli v osnovne in srednje šole leta 1953, kasneje se je pa imenoval Temelji socialistične morale in recimo v predmetniku v učnem načrtu so dejansko tudi teme z področja spolne vzgoje. Potem je pa leta 1960 nastal program in priročnik za spolni pouk v osnovni šoli. Malo kasneje so pa to tudi uvedli, najprej poskusno v 7 osnovnih šol. Je pa res, da pri šoli bolj so bili uspešni pri drugih oblikah, ne toliko pri šoli, kar se bo tudi kasneje pokazalo. Zdaj za tiste malo starejše, za mladino, prav tako znotraj šolskega sistema, tudi se je oblikoval nek načrt za srednje šole, večinoma je pa bilo spolne vzgoje več v nekih obšolskih dejavnostih. Ker ravno trudili so se zelo, da bi uvedli v šole, ampak tukaj so bili najmanj uspešni. Recimo, popularne so bile šole za žensko-vaško mladino. Zdaj, zakaj v oklepaju žensko? Ker so kasneje ugotovili, da je treba vzgajati tudi fante, da niso samo
pri ženskah problem in so potem tisto žensko izbrisali ven. Namenjene so bile predvsem za podeželsko prebivalstvo, ki je hitreje zaključilo recimo s šolanjem, pa tega ni bilo deležno v srednji šoli. Trajali nekako 2 leti in sicer od oktobra do marca, takrat, ko so imeli največ časa in celo uvedli so po nekaj časa, da je treba tudi izpit opraviti. In znotraj teh šol se je govorilo tudi o načrtovanju družine, o izbiri recimo zakonskega partnerja in tako naprej. Potem so bile priljubljene tudi šole za življenje, recimo organizirali so jih od 200 do 300 letno, nekako je bilo razdeljeno v 2 dela, se pravi za tiste mogoče mlajši del od 15 do 17 in od 17. do 20. leta. In recimo v šolskem letu 60-61 je bilo takih šol v Sloveniji 115 in približno 5500 mladih jih je obiskovalo. Je pa res, da recimo so si še tudi kje drugje želeli to organizirati, ampak je bila težava, ker je bilo treba te dejavnosti tudi financirati in marsikatera skupnost pač toliko denarja za te dejavnosti ni imela. Ko sem že prej omenjala pri otrocih, da je šola naj bi popravila tisto, kar so se narobe naučili, so ugotovili, da je treba torej tudi odrasle vzgojiti, zato da bodo lahko potem primerno vzgajali svoje otroke. In recimo pričele so se šole za starše z letom 55, ki so bile ravno tako kot prej omenjene oblike, jih je bilo kar nekaj, recimo od 140 do 180 letno so jih izvedli, približno 8000 udeležencev so pa imeli na leto. Potem en zelo pomemben del te spolne vzgoje je bil pa izveden znotraj zdravstvenih ustanov. Recimo ženske, ki so prišle ali v ambulante, posvetovalnice, porodnišnice in tako naprej, so bile znotraj tega lahko deležne in informacij o kontracepciji, tudi patronažna služba je bila zelo pomembna, so hodile po domovih in pri otročnicah, se pravi pri tistih, ki so ravnokar rodile, je bila naloga, se pravi patronažne sestre ali pa babice, ki je delala obisk na domu, da jo poduči tudi o načrtovanju družine. Zdaj Sara, se mi zdi, Pistotnik bi zelo dobro predstavila komisije za odobritev splava, tudi te kasneje, ko so vključili, se pravi socialnega delavca oziroma socialno delavko v komisijo za odobritev splava, je dobila pomembno tudi vzgojno vlogo in to piše recimo v uredbi in navodilih, da je bila komisija posebej zadolžena za to, da žensko, se pravi, informira o uporabi kontracepcije. Potem so bile pa še druge oblike od posvetovalnice, ki je nekaj časa delovala, pa tudi profilaktičnih tečajev, ki jih danes poznamo pod starševska šola oziroma šola za starše, je pa UKC pričel izvajati tudi leta 1955. Zdaj bi pa mogoče na kratko samo še, kakšni so bili pa njihovi cilji. Zdaj se pravi, v tem gradivih, ki sem jih pregledala, so se zavzemali, so želeli nekako ljudem jih ozavestiti za humane pa enakopravne odnose med spoloma. Zdaj govorili so tudi o osvobojeni spolnosti, ampak tukaj moramo poudariti, se pravi, da si posameznik svobodno izbere partnerja, ampak še vedno so govorili o heteroseksualni zvezi, ki je bilo zelo zaželjena, da se tudi zakonsko, se pravi, legitimira, se pravi, s poroko. Zavzemali so se za odgovorno in zrelo ljubezen, zelo so poudarjali, kdaj je posameznik zrel, da vstopa v neko partnerstvo, da si je potrebno zagotoviti nek ekonomski položaj, da mora biti duševno zrel in tako naprej. Velik poudarek je bil na načrtovanju družine, sodobno kontracepcijo, so pa spregovorili tudi o zadovoljujoči spolnosti. Tukaj sicer bolj v okviru, se pravi, zakonske zveze, je pa zanimivo, ker imajo tudi priročniki, ki so jih pisali ginekologi, naprimer tudi
čisto tehnična navodila o, se pravi, kako recimo par, a ne kako bo njuna spolnost recimo zadovoljujoča, se pravi, spregovorili so o orgazmu in tudi velik pomen recimo so dajali na tem, da je zadovoljena tudi ženska, ne samo moški. Zdaj na koncu bi pa samo še sklenila, če mogoče poskušam umestiti, kar se je dogajalo takrat v Sloveniji, moramo reči, da je bila napram drugim jugoslovanskim republikam, jim je bila Slovenija kar precejšen zgled. Tudi tukaj je najhitreje nastal koordinacijski odbor za načrtovanje družine, ki ga je potem kasneje smo ga dobili tudi na zvezni ravni in pa kasneje druge republike. Zdaj, če bi morali Slovenijo pa v svetovni kontekst umestiti, pa bi države razdelili med tiste, ki so imele neko restriktivno politiko in tiste, ki so imele neko zelo liberalno politiko, kot je bila na primer Švedska, bi lahko rekli, da je bila Slovenija nekje v sredini, zato ker je spadala v države, ki so se s to spolno vzgojo zavzemale predvsem za zakonsko pa družinsko življenje znotraj tega. Hkrati je pa bil vse to, kar so se takrat prizadevali, tudi en velik korak k neki enakopravnosti in enakovrednosti spolov. Hvala.